Moj sogovornik je danes oseba, ki je v mojem življenju odigrala in še vedno odigrava pomembno vlogo. Mark Žitnik-Sterle, coach in avtor zelo posebne knjige z naslovom Odgovori, o katerem bo še kaj povedala, ampak najprej za gledalce, gledalke, samo da povem par stavkov. Spoznala sva se že tam nekje 20 let nazaj. Bil si v bistvu moj šef na takratni televiziji Paprika in bil si drugačen šef. Jaz se spomnim, da zdaj navezujem to, kako je coaching prišel v najin intervju zdaj in v tvoje življenje. Skratka, ti si nas, mlade ženske, ki smo bile voditeljice, povabil v svojo pisarno, kljub temu, da si bil naš šef, bil si nekako tudi prijateljsko naravnan in govoril si nam o nas, o našem značaju, o naših ozadjih, celo napovedoval si nam stvari, celo odpirali smo že takrat tvojo knjigo Odgovori. In spomnim se, da sem takrat v svoj dnevnik zapisala vse, kar si rekel in čez nekaj let šla pogledat in pač stvari so držale. Jaz sem vesel, da si iz vsega onega deliričnega, crazy televizijskega obdobja zapomnila tak lep spomin. Jaz se spomnim, da sta se v bistvu te moji ljubezni cel čas prepletali. Ta televizija je bila enkrat ena taka ljubica, ena taka strast, da je mogoče to, kar danes počnemo, ali pa kar sem počel pred televizijo, je šlo na eno polico, tako kot tam gor za tabo, na eno tako poličko, so šli ta znanja oziroma ta želja ali pa ta videnja, ki sem jih imel pravzaprav cel življenje. Ampak ta ljubica je bila toliko močna. In tudi sama verjetno veš, da je... Jaz danes sem velikrat hvaležen, ker si včasih razmišljam, da sem že na televiziji te pogovore delal skozi ta moja videnja, to, kar danes počnem na coachingih. Samo da takrat so sedeli politiki, zvezdniki, umetniki, ampak v resnici sem vsem poskušal že takrat jih profilirati in me je lepo pobožal ta tvoj spomin danes, da sem tudi z vami, dekleti in fanti, ki ste v bistvu takrat stopili na to televizijsko pot, hotel iskati neke profile ljudi, ki jim je televizija lahko dala nek upgrade, neko širino. Meni se je zdelo pomembno, da ljudje, ki imajo kaj zapovedati, ali pa ki znajo povedati, da lahko govorijo. Ampak ta ljubezen do tega mojega terapevtskega dela, ali pa... Tvoje poslanstvo v bistvu, ne samo ljubezen, tvoje poslanstvo. Je zgodba, ki gre daleč nazaj v moje otroštvo, in v bistvu se mi je zdelo, da v trenutku, ko sem hotel iz tega crazy sveta televizije in mnoge ljudi zdaj videvam, ki je za njimi 15-20 let. Mogoče, če mi sam to dovoliš, nek televizijski voditelj, ki dela eno oddajo na teden, eno oddajo na mesec, z nekim supportom ekipe, je to veliko manj močen tempo, kot je bil tempo, ki smo ga mi na TV Piki pa na TV Papriki živeli, ki smo bili skoraj one man band. In to so bile oddaje, ki so se na dnevni bazi dogajale. In jaz sem rabil 3 leta po zadnji oddaji, ki sem jo naredil, 3 leta potem sem v bistvu še čutil ta adrenalin, danes bi temu rekli izgorelost. Jaz sem v bistvu 3 leta k sebi prihajal. Mark, zdaj, ko te poslušam, res, kot da govoriš moje besede. Zato mi je res... Lahko se mi je pogovarjati s tabo, ker vem, da čutiš stvari in da veš v bistvu, kaj to pomeni preidati iz sveta televizije, iz sveta tovrstne javnosti v svet coachinga, svetovanja, pravzaprav lahko rečemo svet duhovnosti. Me pa vsem zanima... Ja, televizija je velikrat nagovarjala, oprosti ta, ki ti skačemo besedo, ampak televizija je velikrat nagovarjala to zunanjo formo. Joj, kako si lepa danes. Joj, ta vaš nastop na pesmi Poletja, na melodijah Morja in sonca je bil tako čudovit, vaše toalete so bile čudovite, frizuro imaš čudovito. Sem bil tako izčrpan od tega,
tega zunanjega prodajanja. Ker mi v bistvu po tem tempu teh ljudi niso dovolili vstopiti noter v globino. Se mi zdi, da je ta blišč in ta nastop bil bolj pomemben od globine. In ko sem šel delati, spomnim se ene par zelo močnih likov, ko sem šel globi intervju delati, ljudje so pa pol to požirali. Spomnim se ene znane slovenske televizije, ki so se pogovarjali o varanju, o ljubimcih in o tem, ampak na način, da so šla globi, da so šla v globino. In tudi ona je pol, ko so zaključila ta intervju, rekla, fak, jaz še tazga intervjuja nisem imela. In ljudje so nam pa takrat, to ni bilo socialnih medijev, mi smo še iz enih drugih časov, so pa dopisance pošiljali pa pisma še en mesec po tem intervjuju, kakšen intervju je bil. In se mi zdi, da zdaj, ko delam s človekom ena na ena, ko grem noter, ko grem čez tvojo frizuro, čez tvoj make-up, čez tvojo zunanjo pojavo in brskam noter po črevesju, da šele zdaj v bistvu zares uživam in da je mogoče ta forma stopila v en drugi plan, da je ta duša, da je ta srce, da je to tvoje življenjsko potovanje tisto, kar me v resnici zanima, cel življenje. Ja. Kar si živel, ampak na pol že v svojem televizijskem svetu. Vsem bi se navezala samo še z zadnjim vprašanjem na ta čas televizije, potem grejo pa v sedanjost, pa v prihodnost. Spravi, si imel ti težavo s tem, vendar te je javnost poznala kot televizijskega voditelja, kot lastnika televizije, kot neko medijsko persono in zdaj kar naenkrat, čeprav zdaj veva in vsi tudi lahko zdaj slišijo, da to ni kar naenkrat, si pa ti coach, svetovalec, človek, ki živi duhovnost in ki jo v bistvu predaja tudi naprej. Si imel osebno, notranje, kakšne boje v zvezi s tem? Zelo. Jaz v bistvu druge poti pravzaprav nisem poznal in ta zgodba s televizijo se je zgodila po eni pomoti, po enem čudnem naključju. In potem sem se toliko močno zaljubil v ta način naslavljanja ljudi. Jaz sem včasih mogoče so rekel, kakšna ta moja frustracija je skozi to televizijo nekako izvenela, ampak po drugi strani je bil pa to takrat edini medij, ki si lahko dosegel ljudi in spreminjal svet. Tako se mi je zdelo takrat, da vendarle spreminjamo, da odpiramo neke teme, da smo se pogovarjali o stvarih, ki se na drugih televizijah ali pa v drugih medijih v tistem trenutku niso. Potem pa huda, se sem rekel, ta 3 leta te izgorelosti oziroma te izčrpanosti, fizične izčrpanosti in iskanje v bistvu nekako odgovorov za samega sebe, me je pa pripeljal spet po tolikih letih, ne vem, ti mogoče se spomniš, da sem govoril, da sem pri 6 letih v bistvu prvič imel videnja, ki sem jih interpretiral in potem delu do odhoda v Ameriko v bistvu se ukvarjal z ne vem, če lahko temu rečemo napovedovanjem prihodnosti, danes bi jaz temu rekel, da berem sporočila, da to ni napoved prihodnosti, ampak da berem slikce, da sem se naučil te slikce zlagati v filmčke in da jih znam interpretirati. In ja, jaz sem imel problem, ne vem, je to moralni problem, ampak danes sem zabavljač, jutri pa ti z eno zlomljenim srcem, zranjeno dušo prideš na moja vrata. Ampak sem bolj gotovo, da imam ta problem jaz, kako me bo nekdo drug interpretiral, kako me bo nekdo drug videl, če sem tam, ne vem, zlagal 4 v vrsto na televiziji, danes se pa pogovarjam o tvoji duši. Ljudje te težave niso imeli, to je bil moj strah, moja bolečina. Nekdo, ki je začutil to energetsko povezavo, da je voljan, da je pripravljen, da je željan se usesti nasprot mene in se slečiti do tistih najbolj intimnih delov njegove duše, ta človek ni razmišljal, ampak je iskal to energijo, to energetsko povezavo, ki jo še danes, ko delam individualno z ljudmi, tako močno začutim pri nekom, ki se odloči zame. Danes nas je veliko ljudi, ki poskušamo lajšati komunikacijske težave ali pa stiske ljudi. Ampak res verjamem, da tam zunaj je teta, ki je začutila to povezavo, da gre do mene in ne do Jožice in ne do Marjana. In se mi zdi, da v bistvu to nas definira kot
ne, zakaj smo poklicani, zakaj jaz ne razrešujem tajnega problema, ampak Jožičinega. Zato, ker je ta povezava med mano in Jožico naju povezala. In zato sem nehal se obremenjevati s tem, a ima kdo išel, da sem jaz Mark Žitnik, ki. Jaz sem vse prebral neskončno veliko lepih stvari, ki so jih delili ljudje, takrat gledalci z nami, tudi veliko groznih stvari sem vse prebral, ali pa, ne vem, jaz še danes včasih razmišljam, da kako se nekdo usede za računalnik ali pa pismo in deli nek svoj gnev, neko jezo ne. Danes pa vidim, da do mene vstopajo ljudje, ki sploh ne vedo, da sem bil na televiziji, to mi je fascinantno. Ne? Zdaj delam z mladimi, ki še za televizijsko postajo niso nikoli slišali, manj da ne za RTV, ne, ki so na YouTubih in tako naprej. Ne? In sploh ne vedo, kaj jim nekdo reče, ja, to je pa Mark, ki je včasih bil na televiziji. In je zanimivo, ne, da je to drug svet in da v bistvu poskušam zelo veliko prav tem ljudem, ki šele vstopajo na neko življenjsko pot. Ja, kdaj si ti že to knjigo, ki sem jo na začetku intervjuja omenila, Odgovori, kdaj si ti že na ta način delal, da si verjel oziroma da si vedel, da človek, ki bo odprl tvojo knjigo, bo po neki višji sili prejel odgovor, ki ga v tistem momentu prav on potrebuje, ki mu da neko sporočilo, usmeritev, ne? Ja, 2001 je šla ta prva verzija te knjige. Zdaj jo gledamo. Ja, in ti moraš vedeti eno stvar, da je to bil... Jaz sem bil v tem najstniškem obdobju v eni hudi stiski ali pa pomanjkanju nekih družabnih stikov, socialnih stikov, in jaz sem si naredil listke, na katere sem si pisal odgovore. A ne? In ker nisem imel prijateljev, ker nisem imel tega stika, nisem imel terapeuta, nisem imel, mogoče tudi, ne vem, mogoče zdaj to grdo zveni, kam to rekel, ampak mogoče tudi doma nisem imel to pravega odgovora, in jaz sem si naredil listke z odgovori. In ker sem se znajdel v stiski, sem šel in sem, takrat to ni bilo v knjigi, ampak so bili pač listki, in sem iz škatle ven vzel odgovor in sem imel rešitev za tisti problem, oziroma za tisto situacijo. In tako je to, če rečemo zdaj temu, te zloženi listki so leta 2001 nastali kot knjiga. In to bilo takrat, je bilo razprodano, takrat so bili drugačni časi, in so me ljudje skozi, in se jih ni dalo dobiti pol več v enem trenutku, in so me ljudje skozi prepričevali, kdaj boste spet. In glih včeraj mi je ena gospa napisala message, da so za štos vzeli na eni rojstnodnevni zabavi to mojo knjigo, ampak da so na koncu pol 3 ure se s to mojo knjigo ukvarjali, ker so vsi udeleženci zabave poskušali in preverjali. Knjiga ti postaviš vprašanje, zamižiš, odpreš na poljubni strani in vesolje, jaz temu tako intimno verjamem, ker je meni to pomagalo čez moje krize, ti ponudi odgovor. Ja. Zakaj je to dobro? Zato, ker tvoja prijateljica je čustveno obremenjena. Tvoja prijateljica ti svetuje tudi na podlagi tega, kar misli. Jaz pa verjamem, da so tam skanalizirani odgovori, ki niso čustveno obremenjeni in so mesarski. Noter niso samo lepi odgovori v smislu, ja, jutri bodo rožice cvetele, jutri vas bo poklical sanski moški, bla, bla, bla. Noter so tudi odgovori, ne lotite se tega, ker bo bolelo. In se mi zdi tako, da res, in bom vesel, če bo želela komu od svojih sledilcev kakšno podariti, sem z veseljem zato, ker se mi zdi, da je ta knjiga meni tokrat pomagala in sem prepričan, da je spet dana v svet za to, da pomaga še komu drugemu. Ja, to sem tudi jaz spoznala, ko si mi podaril to knjigo in sem jo odprla, da te v bistvu nagovori zelo intimno. Ni balasta notri, oziroma ta odgovor, ki ga prebereš, seže v tvojo dušo in tam se zgodi ta interpretacija. V obliki občutka v bistvu. Odgovori so kratki, to niso dolgi teksti, ki bi jih ti rabil razumevati in ne vem kako interpretirati in se o tem pogovarjati, ampak enostavno prebereš, dotakne se te in nekaj se ti odpre.
Tako sem jaz zaznala to knjigo, samo glede tega, ko si rekel, da jo podariš, hvala ti. Jaz bom spodaj v link v opisu intervjuja dala povezavo do tebe, pa naj se ti recimo prvi 3 javijo. In podariva knjigo. In podariva knjigo, super, sem vesela. Ful sem vesel, da lahko na ta način približam to zgodbo, ampak hotel sem ti eno stvar povedati. Jaz sem včasih, ko sem mislil odgovore, prišel do ljudi, ki so z baročnimi okraski, temu rečem, stopili v dialog. Jaz sem se zgubil pred 3., 4. okraskom. Jaz na mojih terapijah sem zelo direkten. Gospa, tega zakona je konc. Gospa, ta odnos je umrl. In ker ne verjamem v to, da rečem, poglejte, če bo konjunkcija polne lune pravokotno na Saturn in levo na petek 13. A veš, včasih se mi zdi, da se kdo zaplete v meglo, tudi zato, ker je v bistvu kot terapeutu zelo težko dati, rečemo temu, strel v glavo. Ampak meni se zdi, da če jaz skozi svoje videnje vidim, da je tvojega zakona konc, da je tvojega odnosa konc, da te čaka neko novo delovno mesto, da te čaka neka nevarna situacija na področju tvojega zdravstva, ali pa zdravstvenega počutja, ali pa, da ne bom narobe rekel, ne zdravja, ampak počutja, da bom politično korekten. Zakaj to zavijati v celofan? In knjiga je rezultat tudi tega. Noter je jasen, kategoričen ne. Noter ni, če bodo ptičice pele la. Noter je jasen ne. Zdaj, kako intimno, kako bolečega pa ti doživljaš, je pa potem tvoja zgodba. Pa imaš pomislek, da človek, ki te obišče, ki pride k tebi po pomoč, imaš pomislek, da tega ne bo prenesel, da enostavno resnica mu je za njegov svet prekruta in ne želi več sodelovati? Moj prvi stavek je, jaz sem prepričan, da ste sposobni, jaz ne zavijam stvari v celofan, prepričan sem, da ste sposobni slišati to, kar vam želim povedati, ker drugače ne bi sedeli na tem stolu. Se pravi, veš, včasih se mi zgodi, da me nekdo pokliče pa reče, joj, bi prišel, pa rečem, pa sam se mi zdi cena predraga. Jaz tudi to razumem kot nek odgovor na to vprašanje, da pač ne izbiraš mene, tudi tisti, ki so se prej pogovarjali, da se ta pravi ljudje povežejo. Ali pa mi nekdo reče, joj, a v Mariboru pa ne delate. Spet to izgovor za to, da midva še nisva ta prava. Ampak, ko pa prideš do mene, ko dobiš termin in se usedeš na ta moj stol nasprot mene, you are ready to hear everything. In zato nisem nič celofana, v meni ni nič celofana, v meni celo mogoče, se mi zdi, da je to, da jaz v bistvu v enem trenutku pa nekdo zajoče, ker ja, ampak drugi so mi drugače povedali, drugi so mi drugače to poskušali skomunicirati. Meni se zdi, da je ta trenutek streznitve pol tisti trenutek, iz katerega greš. Da je to pol tisti trenutek, iz katerega pravzaprav začneš cel trane, začneš sestavljati svoj personality na nov, ozavestiš, da se je eno potovanje končalo in da se drugo začne. In se mi zdi tako, včasih tudi kdo pride jezen na moža ali pa na soprogo, pa znam tudi v drugo smer nekako umiriti ali pa ustaviti. Ampak primarno se mi pa zdi to ključnega pomena, da ko sem v stiski, da se z mano nekdo pogovarja brez balasta, brez okraskov, zato ker takrat sem toliko ranjen in toliko prizadet, da hočem nasprot sebe nekoga, ki je iskren, direkten in mogoče tudi ne znam na tvojemu intelektualnemu nivoju komunicirati, mogoče ne znam na tvojemu duhovnemu nivoju komunicirati, ampak če rečem, da čutim, da je to poglavje se zaključuje, potem tukaj skoraj bolj iskren, kot to ne morem biti. Kje si prevzel ta način dela s svojimi strankami? Jaz vem, da si se v enem določenem obdobju odpravil na Bali, da si se izobraževal oziroma izučil. Ta izobraževanje takoj vidim nek šolski sistem, ampak bom rajš rekla
izučil pri zelo znanemu Ketutu, ki ga je svetovna javnost v bistvu spoznala preko filma Jej, moli, ljubi, v katerem je igrala Julia Roberts glavno vlogo. In takrat se spomnim, vsi smo hodili v kino in gledali tega eksotičnega gospoda, taka miniaturna pojava. Ki v filmu ni bil isti. Ne? V filmu so upodobili igralca, se pa v 2 kadrih pojavi njegova resnična žena, ki tudi pa ni. Ampak jaz ne vem. Ja, seveda. Ampak ta hiša, v kateri me je tudi učil, je ista, ampak so jo za potrebe Hollywooda predelali. In je ta vstop je drugačen, ta stene so drugačne, lepša vrata so tam narejene. No, ampak to so zdaj že detajli. Jaz sem zelo sem iskal samega sebe in grozno sem se učil. Od hipnoterapije do coachinga, do najrazličnejše, seveda pa ta osnovna, primarna še zmeraj ostaja ta moje videnje. To ni nekaj, kar se uči. In meni tudi coaching sam ni bil čist. Ja, tudi hipnoterapija, ampak in sem kombiniral bonuse, pa videnja. Pol sem pa v enem trenutku zaplaval na ta Bali in tam doživel eno, vse še danes pravzaprav ne znam reči, kaj je to bilo. Jaz sem šel turistično tja in zadnji dan smo rekli, gremo k nekomu, ki so nam rekli, da je tam pa eden, ki je tudi. In pa se je vse začelo, in pa sem rinil nazaj in se hodil učiti. In sem res imel priložnost to, da sem kar nekaj ur opazoval, sedel, kanaliziral zraven njega. Mislim, se je zanimivo, saj ta gospod, vsi ga lahko vidimo na YouTube kanalih, ta minute, kjer lahko ga res doživiš, ampak ta gospod skoraj ni govoril angleščino, zelo malo je govoril, se pravi, bil to en prenos učenja, znanja na en čisto drug način. Na kakšen način si je? Mene je pobožal po kolenu, jaz nisem prav anoreksično bitje, in me je pobožal po kolenu in je rekel, you are very rich, pa njih je to, da imaš za jest znak, in pa me boža naprej in reče, you have beautiful wife. Oh my God, he's not a wife, he's a husband. In je bilo, to je bil ta prvi stik, in vem, da se je takrat smejal in v bistvu so oni, ki so bili zraven mene, tako čakali to njegovo reakcijo in tako, in jaz mislim, da je bil tam en connection, ki on mene videl malo drugačno. Ampak jaz sem tudi po otoku hodil, jaz sem po otoku v bistvu, ne vem, če mi reče zdaj vse zdravilce, poskušal gledati njihove tehnike, vse terapevte, eno gospod kličemo čistilka, ker piha in na ta način pospravi in negativne sile okoli tebe. In to je bilo meni tako, da nisem znal, ti ne znam še danes ne znam povedati, kako, odkje, ljudje, ki so gledali, kakšen zoc je ostal v čaju, ki sem ga popil, ljudje, ki so se me dotikali, ne vem, na Baliju, če boš zdaj šla, te bom povabil, da boš šla do enega terapeuta, ki te da v banjo, polno vode, z različnimi dišavami, cvetovi, in ti se namakaš v tej banji, in potem stopaš iz te banje ven, in on te celo prevonja, to je njegov kanal, in ti na podlagi tega, ne vem, govori take detajle tvojega življenja, da ti postane slabo od tega. Ampak, a veš, da jaz to res pozitivno sprejemam, ker vem, da zdravilci, svetovalci, ljudje, ki se rodijo z darom pomoči sočloveku, dobijo specifičen, unikaten dar, ki ga morajo pravzaprav spoznati in ga lahko spoznajo sami. Te darovi oziroma te načini dela z ljudmi in odkrivanja ljudi so zelo specifični. In to, kar si rekel, mogoče se zdi čudaštvo in ne vem kaj, ampak ja, pač to je njegov dar in to je to. Jaz sem imel to srečo, da sem spoznal ljudi na Baliju, ki niso za turiste.
Spoznal sem ljudi, kamor hodijo cele vasi, ki so prepričani, da jih je uročila neka magija, in potem cele vasi tam stojijo in čakajo na blagoslove. Ne? In tako naprej. In ta gospod, naprimer, ima zelo dolge nohte. To se mi zdi, da bi nekje v Los Angelesu bil neka atrakcija, tam pa domačini hodijo, ker je pač to njegov način komuniciranja. In jaz se spomnim, da smo šli k enemu, pa on je računal storitev obisk na 50 centov, to je ena taka simpatična stvar, in on je cel življenje prepričan, da računa 50 centov, približno bi bilo to v evrih, za en termin, ampak v zunaj te čaka njegova žena, ki razloži, da se otroci ne nahranijo s 50 centi in da se hiša ni sezidala s 50 centi, da se pa z njo lahko za denar zmenaš. In potem tudi ona poračuna tisti čaj, ki ga je postregla, ne pa terapija, ker terapija je 50 centov. In tu mi se zdi tako en drug svet, in jaz sem tam užival, jaz sem imel zelo dolgo tudi težavo s tem, kako vrednotiti to, da sediš z mano in uro in se z mano pogovarjaš. Jaz sem imel težavo s tem. Dokler nisem pa bil na enem fenomenalnem predavanju enega indijskega učitelja, ki je pa naredil prav predavanje v Ljubljani Denar in duhovnost, kjer se je meni v bistvu odprl pravzaprav ta razsvetlitev, da to moje znanje, ta moj čas je razvrednoteno, ker mi je vesolje dalo, da lahko to delam tudi na način, da je to energetsko nadomestilo, ki ga dobivam, pravzaprav tisto, kar ne vem, je neko nadomestilo za mojo družino, zato da moja družina funkcionira tako, kot funkcionira, in sem se s tem nehal obremenjevati. Jaz nisem zagovornik une duhovnosti, dajte, kolikor čutite, zato ker se mi zdi, da je to včasih še večja zloraba kot nekaj, kar je popolnoma jasno. In v bistvu lahko stranko spravi tudi v stisko. Zdaj, če ti bom dala te toliko cenim, če ti bom dala več, te več cenim, mislim, tvoje delo, to bi to spravlja lahko človeka tudi v stisko. V neprijeten položaj, ja. Jaz imam večino strank, ki so leta pri meni. Se pravi, nekateri hodijo vsak teden, nekateri hodijo k meni na 14 dni, nekateri hodijo, ker coaching je v bistvu, ko si mi da s partnerjem, stranko, zadava nek cilj, nek mission, kaj želiva narediti, kako želiva rasti v partnerskem odnosu, kaj želiva v poslovnem prostoru narediti, kako želiva z otrokom razviti kvalitetnejši odnos. Ko želiva v bistvu, ne vem, po hudi izgorelosti spet dobiti ta občutek, da sem dobra v svojem telesu, je potem to cilj, ki ni narejen na čirule, čarule, hokus pokus, ampak je to proces. In jaz postanem tvoj zaveznik v tem procesu. Ne to, da midva zdaj jokava, kako je tebi hudo, ampak midva premikava ladjo v eno drugo smer. In coachi so po celem svetu, v poslovnem svetu, ti imaš posebno lahko prav coache, ki se specializirajo samo za posel, samo za partnerske odnose, samo za, ne vem, študijsko obdobje in tako naprej. In jaz pač te ljudi, narobe je, vem, da je narobe, da si rečem, da so to moji prijatelji. Jaz, ko ti boš jutri pisala izpit, ali pa ko vem, da boš jutri z možem skomunicirala neko zoprno situacijo, jaz rečem, dajte mi poslati SMS, dajte me poklicati, ko bo to za vami, dajte mi javiti. Jaz grem tle čez tisto mejo, in vidim, da ljudje, ki so 4-5 let z mano, da to niso več samo poslovni odnosi, ampak da so to v resnici zavezništva. In tako vidim, da so pol to naše skupne zmage in da so pol to naši skupni projekti. Ja, sej tudi to, kar ste omenil, da obstaja vez, ki vaju poveže s tem človekom. Jaz vidim, da stranka, ki te obišče, pravzaprav je s tabo povezana že od nekod prej, v veliki večini primerov. So to ljudje, s katerimi si ti na teh
vezeh, o katerih govoriš, povezan že odprej. Zato to ne more biti strogo profesionalni odnos, recimo, kjer ti oddelaš tisto 1 uro in za človeka več ne veš, kot če nekdo kupi čevlje, prodajalka se te ne bo spomnila spet, ne, čez pol leta recimo, ali pa čez eno leto. Nekaj parov. Razen, če si hkrati nekaj parov kupila. Ne? Ja, jaz včasih sem se ukvarjal s tem, ne? Ali je to prestopljena ta meja, ko bi se jaz mogel distancirati, ne? Ko bi se jaz mogel distancirati. Na drugi strani pa, če ti hodiš 5 let k meni, a to pomeni, da si ti odvisna od mene. Ne? Vsi ljudje, s katerimi se pogovarjam, oziroma s katerimi imam odnose, ki trajajo tako dolgo, pravijo, da se teh terminov veselijo, ker jaz delam na goalih, ne, se pravi na nekih ciljih, ki so v tem tednu, v tem mesecu, v tem polletju, v tem letu. In mi, da skupaj zmagujemo, ampak on je na bojnem polju, ona je tam v fronti. Ne? In mi, da si sam zadaj, to smo naredili, dajva probati tako. Ne? To ni odvisnost, da bo zdaj rekel, Mark mi je rekel, stoj na eni nogi in laje. Ne? To ni dokazovanje, ne vem, nekega terapeuta ali pa guruja, ampak je v bistvu to, ne, da ti meni bitko, ki si jo izborila na tebi lasten način, ne, prideš nazaj, da jo poskušaš analizirati, zakaj si tako odreagirala, zakaj je tvoja oseba, tebi ljuba oseba tako odreagirala, zakaj je šefica tvoje besede razumela tako. Ne? Včeraj sem imel enega fanta, ki me je klical ves preplašen, napisal sem SMS, ampak se mi zdi, da je ona narobe razumela. Ampak jaz nisem tako mislil. Kva naj zdaj naredim? A zdaj grem interpretirati svoj SMS, za katerega sploh ne vem, kako ga ona razumela. Ampak to je bila stiska ob 10:30 zvečer. In ne vem, se mi zdi, da ko skleneš z nekom tako zavezništvo in greš na tako potovanje, jaz tudi nočem biti ta šlogarca, ne zaradi negativnega. Jaz sem čista prava ciganka, jaz ti vržem tarot, pogledam, kaj tarot sporoča, ne, nihalo, kdaj uporabim, ciganke, kdaj uporabim. Ja, če hočeš, sem tudi šlogarca in imam veliko ljudi, sploh takih, ki pridejo prvič, da jim je lažje razumeti, kot da govorim iz glave, da jim je lažje, če gledam karte. Ker pa oni rečejo, aha, karte so povedale. Karte so videli. Izmešan. In ja, tudi to znam. Sam mene pol od tistega trenutka, ko vidim, kaj te čaka, mene od tistega trenutka pol zanima ta tvoje prosperiranje, ta tvoja rast, ta tvoj vesele do življenja, ki v bistvu v enem trenutku začneš na novo izumljati samega sebe. In jaz vidim to transformacijo ljudi, ki so pred 4 leti bili nestabilni, nesigurni, danes so pa to ljudje, ki sprejemajo velike odločitve. Ne? Ampak ne, da sem jim zjutraj rekel, obleči rdeče spodnje perilo in imej v rokah kovanec za 20 centov, ker ti bo to prineslo obilje. Babici zelo močno verjamejo v to, da ti to, kar seješ danes, boš žel jutri, ne v naslednjem življenju. Da se ta karma obrača tako zelo hitro, da za časa našega življenja si nagrajen oziroma kaznovan, če me razumeš. Babici verjamejo v dobre in slabe bogove, ampak oni slabe bogove hranijo zato, da ne bi prišli, da bi ostali tam, kjer so. In dobre bogove hranijo zato, da bi ostali, da bi lepšali družinam njihove cilje, njihove ambicije in njihove sanje. Glede tega, kar si rekel, ne, da se hitro stvari obračajo oziroma vračajo, jaz opažam, da ljudje, ki so bolj ozaveščeni, se pravi, ki več delajo na sebi, ki se že bolj v globino poznajo neke svoje izvore, zelo hitro se stvari jim pokažejo, njihove odločitve, posledice odločitev, ne, če razumeva karmo kot to. Zelo hitro se pokaže, aha, dobil sem nazaj dobro ali pa slabo, čeprav ne maram uporabljati te besede, ampak aha, tam je pa treba nekaj spremeniti v mojem delovanju, v mojem mišljenju. Jaz bom zdaj zelo oseben, pa zelo intimen. Ko se je rodil Tristan, moj sin, za to hudo srčno napako, je bilo verjetno tako kot
reakcija mnogo koga, zakaj se je to zgodilo meni. In ta gospa, ta zdravilka, s katero sva na teden nekajkrat v stiku, mi je takrat odgovorila, kako, zakaj tebi. Pa on je izbral tebe zato, ker je vedel, da boš ti in Rok, da boste lahko prestala to, kar je bilo treba prestati, zato da on danes lahko živi in diha in funkcionira. Bod hvaležen, da je nekdo s takim izzivom, s tako težkim izzivom izbral tebe, ker to potrjuje, da si močan, da se boš boril, da boš znal mogoče tudi odgovoriti na neke krizne odgovore ali pa krizne situacije, ki jih mogoče nekdo drug ne bi. Jaz sem pa šel v tisto, kaj sem naredil narobe v življenju, da me življenje kaznovalo. Ja. Mislim, to je ena taka grozna stiska bila v tistem trenutku in šele, ker je ona meni ta zorni kot drgem nastavila. Sem se pa čutil posvečenega ali pa sem se počutil pa blessed. Blagoslovljenega. Ja, da sem glih jaz. In jaz sem danes najbolj ponosen fotor na svetu. Meni se zdi, da je ta bitka, ki smo jo mi v prvih 3 letih dali skozi, ne samo za njegovo primarno bolezen, ampak tudi z inštitucijami, s katerimi smo se mogli ukvarjati, zato da je on dobil tak zdravljenje, ki je bil. In jaz res, danes, ko gledam nazaj, se rečem, fuck, ne vem. Jaz rečem, da vsi starši smo na nek način fajterji, ampak tle je bilo treba res extra mile. In zato razumem tudi to karmo, da ne kaj sem slabega naredil, ampak le koliko dobrega naredil, da ti je bilo dano še to, še ta izziv, ker je vesolje vedelo, da ti to zmoreš, oziroma da te vidi s partnerjem to zmogla. In najprej sem se tudi jaz vprašal, če jaz hočem nekaj, kar vesolje misli, da ni okej. Ampak pol danes, ko gledam tega skoraj 10-letnika in gledam to potovanje, se mi pa zdi prav blagoslovljen, da sem v bistvu lahko to naredil. Ker vem, da nisem takrat reševal ali pa se ukvarjal samo s Tristanovim življenjem, ampak tisto obdobje 2013-2014, ki je bilo na otroški srčni kirurgiji najbolj grozen za vse otroke, je bilo drugače zato, ker sem jaz bil eden od fajterjev. In sem ponosen danes na to in to razumem kot blagoslov, zakaj se je to meni zgodilo oziroma zakaj je bil ta nek issue dodaten. In zanimivo mi je bilo, da ampak veš tak, ti si, oprostite, prekinjam, ampak ti si iskal odgovore. Se pravi, ta prav narobe, ki je pač v naši kulturi tako govorimo, delaš prav, delaš narobe, ampak tisto, kar te nekje zmoti, kar ti povzroča nemir, tisto greš potem raziskovati, kaj je tukaj zadaj. In ti, če ne bi šel iskat teh odgovorov, bi mogoče še zdaj ostal v občutju, da je nekaj bilo s tabo, v tem občutju krivde. Tako si pa dojel, da ne, to je izziv, ki sem ga sposoben narediti, to je izziv, ki ga mojim otrokom skupaj bova dobila. In tako naprej, se pravi, ta zorni kot je prišel zaradi tvojih vprašanj in odgovorov, pa sva spet prišli. Ja, pa sva spet, ja. Ampak hočem ti to reči, jaz sem ti zdaj izpostavil eno res tako megalomansko zgodbo, tak en zelo intimen, pa zelo boleč proces, ki sem jaz doživljal, ampak teh stisk, v katerih se ljudje vsak dan sprašujemo, je na milijone. Ja. In verjetno v svojem delu tudi sama vidiš, da nekaj, kar mogoče jaz procesiram, dok si rekla keks, je lahko nekdo tak ujet leta. To je to. V nekih vprašanjih. Zadnjič sem imel primer ene stranke, ki je rekla, jaz vem, da me moj mož ljubi in da me spoštuje, zato, ker ko me udari, me nikoli ne udari po obrazu. Se pravi, to grozljivo ozaveščanje in sprejemanje in to interpretirati kot ljubezen. Da sem jaz brez zraka ostal, ker ta oseba ni niti mal grenkobe govorila o tem odnosu. Ona je sebe dojemala, da je v bistvu srečna, ker je najdla moškega, ki jo ne pretepa po obrazu.
In mi se sploh ne zavedamo, ne, s kakšnimi situacijami so ljudje. Tukaj, jaz imam zelo malo zdolgočasenih gospodinj, ki ne vedo, kaj bi same sebe, pa grejo namesto na pedikuro k šlogerci. Jaz sem ljudi, ki si v resnici eksistenčne vprašanja, pa se soočajo z eksistenčnimi vprašanji v smislu, kdo je ta človek zraven mene. Kdo je ta človek, ki se je po 20 letih sem se obrnil in zagledal nekoga, ki že 20 let spi v moji spalnici. Kdo je ta človek? In tukaj to mene zanima. Zakaj se je nama zgodila partnerska kriza? Zakaj se je meni zgodila poslovna kriza? In, če sem jaz dotaknil se Tristana kot neke velike zgodbe, teh zgodbic malih, ki se jih nismo sposobni ali pa ki jih nismo sposobni handlati sami in rabimo nekoga, ki je mogoče spet bom to poudaril. Prijateljica naj bo prijateljica, ljubica naj bo ljubica, partner naj bo partner. Ne zamešati, da mora partner v enem trenutku biti terapeut. Ne zahtevati od prijateljice, da je v enem trenutku terapeutka. To mora biti nekdo, ki je čustveno neobremenjen. Pa ne zato, ker bi rekel, da vam prijateljica ni sposobna svetovati najboljše. Ampak ona bo izhajala iz pozicije najboljšega. Jaz sem mojemu najboljšemu prijatelju svetoval terapeutko. Ja, nisem vzel vse. Ja, zato, ker jaz bi rad imel z njim odnos, da sem prijatelj. Da popijeva pivo in da rečeva, mislim, Milano je pa spet zgubil. Pojma nimam, je Milano, da je zgubil, ampak v redu. Hoče reči, ne? Mogoče je to pa tudi ena stvar, zakaj pa ne bi bil prijatelj, recimo, tvoja stranka, če se za to odloči. Seveda, da ti sam pri sebi tudi ločuješ, kdaj si prijatelj, pa kdaj si lahko popolnoma z vpogledom čustveno neobremenjen terapeut tudi svojemu prijatelju. Lej, sem vesel, če to zmoreš, ti, ampak jaz sem v bistvu začel zelo varovati. Jaz danes pri svojih letih rečem, da imam enega prijatelja. Imam enega partnerja. Imam kar nekaj dobrih znancev. In sem te vrtičke res hotel, ker jih je tako malo, res hotel pustiti take, kot so. Jaz sem vesel, da s prijateljem komuniciramo o tem, kakšne so težave v službi njegovi. Sem vesel, ker je najljubši nogometaš si zvil gležen in da nimam pojma o tenisu, ker je on dober v tenisu in tako naprej. Se mi zdi, da mi je to zelo pomembno, ker ko sem jaz imel vizijo za njegov, da ne bom šel zdaj preveč osebno, ampak ko sem imel vizije za njegove življenjske odločitve, sem jih spremljal, čeprav sem vedel, da avtobus mogoče drvi v brezno. In se nisem čutil, da bi tam odigral vloge in rekel, hej, jaz pa vidim, da ta avtobus drži nekam. Se mi je zdelo bolj pomembno biti tam kot friend, cele noči klepetati, ker je ta avtobus grmel tja in biti takrat nekdo, ki me posluša, ki mi prisluhne in reče, I told you so. Razumeš? In te spoštujem, če to lahko, ampak se mi zdi, da tudi, ne vem, ko včasih z rokom, prvo rečemo, da pa kaj pa za mene vidiš, kako bomo pa mi to pa to zdaj zmogli, ali pa ne vem kaj, pojma nimam. In me to sploh ne tangira in me to sploh ne zanima. V bistvu si ti hočeš tudi vzeti svoje življenje, da imaš svoje življenje, da nisi terapevt 24 ur na dan, čeprav na nek način si, ampak vseeno si vzameš ta svoj kos svojega normalnega življenja. Ja, zato da je tudi moje življenje polno preizkušenj. Ne vem, če me razumeš, ampak jaz nočem, ne bom zdaj rekel, da jaz znam predvideti vse svoje korake in jaz sem pa tak, da jaz pa ne bom sebe, če bom videl, da mi jutri padel v brezno, da ne bom sebi tega povedal. Ne. Jaz sem se odločil, da ne za Tristana, ne za Roka, ne za sebe ne želim, ker želim tudi ta življenje živeti kot
ne Ja, vem, kako bi ti rekel, tiste- normalen človek, a ne, ki se tudi iz nekih napak in napačnih odločitev, a ne, uči in tako naprej. Kogarkoli se to mogoče čudim, a ne, ampak kdo reče, ja, če bi ti res videl, zakaj mi pa pol ne poveš 7 številk. a ne. Ja. Ne vem, a veš, da se nikoli, da v 20 letih ali pa 25 letih, ko to počnem, me noben ni vprašal za 7 številk. Tudi ne vem, ne, če bi me zdaj ti vprašala, ne vem, če bi znal, ampak v resnici me noben ni vprašal. Pa ne vem, pa bi to mogoče zvenel, ne, da bi rekel, joj, če bi pa vedel, bi jih uporabil sam. Ne verjamem, ker meni tvoje številke nič ne koristijo, ne, svojih pa ne vidim. Ne, in tako. In mi grede Tristan je zanč naročil, da moramo nujno loto listek. Mislim, da nismo niti ene številke zadeli. Ampak meni se to zdi doživljanje Ja. življenja na ta način, ne, Ja. ker jaz hočem biti v svoji pisarni tam, na svojem fotelu, to v resničnem življenju pa nekdo, ki je tudi prizadet, ki je ranjen, ki je srečen, ki je zadovoljen, ki ga je strah. Ne, in tako. Ja, to je to. Je. Dvojna linija, jaz to vidim kot dvojno linijo. Na eni Ja, strani ja. čisto človeško, na drugi strani pa tisto drugo, kar je bilo tvoje poslanstvo oziroma dar v rojstvo. Kar cel pogovor nekako vabiva ta Bali k sebi in ta Bali ti prenašaš tudi v Slovenijo, pač s svojim, kot si rekel, z enim svojim načinom dela in tudi en zanimiv dogodek organiziraš. Prvič, da si v bistvu tudi mene povabil tukaj za predavateljico in mi odprl to pot, to jaz razumem tudi kot tvoj pogled v človeka, recimo v tem primeru tudi vame, in odprl to pot, da lahko spregovorim o tem, kar vem. A lahko poveš, kako je nastala ideja za ta dogodek, ki bo v Rogaški Slatini, Super Soul Detox? Jaz najprej hvala, ker si rekla ja, ne? Zato, ker se mi zdi, da je ključnega pomena to, da ljudje, ki imamo znanja, ki imamo vedenje, to širimo in delimo. In se mi zdi to ključnega pomena. Super Soul Detox je nekaj, kar smo pogosto delali na Baliju. Jaz sem veliko skupin ljudi odpeljal na Bali in poskušal z njimi odkrivati svet. Jaz trdim, da ko enkrat doživiš teh 10 dni, to je delavnica od zjutraj do zvečer, to ni poležavanje na balskih plažah ali pa šopinga, ampak je res del. In se mi zdi, da se nihče ne vrne nazaj isti, kot je bil. In se mi to zdi tako res en ta life-changing moment za vsakega, ki je to šel. Ko se je zgodila korona, smo obstali, ne. Zdaj po koroni, ko smo pa vendarle, takrat se je potem še ognjenik sprožil in to je zelo kaotična stvar na Baliju, ker verjamejo, da so se takrat bogovi razjezili in stvari delujejo drugače. In zdaj, ko se je vse to umirilo, sem pa rekel, zdaj gremo pa mi spet na Bali. In čisto po pravici povem, v tem trenutku so skupinske karte toliko drage, da v bistvu človek, ki ga jaz želim nagovoriti s tem znanjem, niso vsi multimilionarji in je to velik strošek in sem se zato zavestno odločil tudi s pomočjo mojih učiteljev na Baliju, da to prvič naredim v Sloveniji. In ta zgodba, to, kar je v Rogaški 3., 4. in 5. marca, je v bistvu celoten program narejen tako, kot če bi, mi naprimer prvi dan čistimo energetske blokade oziroma ne vem, kako bi rekel, čiščenje čakr pa energetskega polja po Ketutovi metodi, naprimer, se pravi, da vse udeležence spravim na isto pozicijo, voljno sprejemati in voljno dojemati. Drug dan delamo pravi balijski blagoslov za obilje, za zdravje in za ljubezen, potem še v nedeljo. In v bistvu na en način v nedeljo naprimer tudi trgamo te energetske spone, se pravi, ker sem jaz že toliko z udeleženci, da že vidim, kje so njihove blokade, kje so njihove ovire, začnem rezati, ne vem, odnos z očetom, poškodovan odnos z mamo. 5 generacij nazaj naj bi nas definirali, kdo smo in tako naprej. In te energetske, to je za ljudi tako močno, to je tako
ne znam povedati, v 48 urah po rezanju tega ljudje začnejo normalno dihati, normalno funkcionirati, normalno razumeti in je to life-changing moment v življenju enega. In ideja je bila narediti ta vikend, na katerem se bo zgodilo to, kar sicer počnem na Baliju, ali pa počnejo na Baliju, ko smo tam. In ker res nisem imel srca ljudem razložiti, da tudi če se samo v celoti odpovem honorarju, ker sem srečen samo to, da stopam na Bali, je karta za nastanitev in karta za potovanje tako draga in zato je nastal ta retreat v Rogaški Slatini, 3., 4. in 5. marec. Ful bom vesel, če kdo čuti potrebo potem, naprimer, ker čistimo energetsko polje, pravzaprav postavimo eno tako neutralno stanje, ki se je poškodovalo zato, ker na podlagi vzorcev delujemo narobe. In jaz že v bistvu ob prihodu, se pravi že v petek zvečer, celotno skupino, to bo majhna skupinca ljudi, to ni 200 ljudi, to ni 150 ljudi, to ni 100 ljudi, ampak intimno, zato da vsakega pravzaprav lahko naredim tako, kot hočem. In potem skozi te blagoslove, veste, mi da smo že predolgo zaveste, kad delava blagoslov za obilje, ljudje si sploh ne predstavljamo, da to ni samo obilje denarja. Jaz hočem te obilje ljubezni, pa obilje zdravja in se v bistvu, ko sva zdrava, Balijci verjamejo, da morajo vsi ti 3 aspekti biti v balansu. Se pravi, da morajo biti v isti, rečemo, ne sme biti preveč obilja, pa premalo zdravja, ali pa nič ljubezni. In ljudje smo poškodovani ali pa zbolimo takrat, kadar nismo v ravnovesju. In te 3 aspekti morajo biti v isti liniji, in to z blagoslovom dosežem in v bistvu mi dva skupaj zastaviva cilj. 22. marca Balijci praznujejo dan tišine in to je prestop v novo leto. In zato bomo čisti stopili, ker bomo 3. v Rogaški to naredili, bomo čisti stopili v to njihovo novo leto in te zaveze in te zaobljube in te cilji, ki bojo skozi te blagoslove dani, ljudje se 48 ur kasneje počutijo, kot da so v drugem filmu. In to je bil osnovna ideja. Pa jaz, ki hočem imeti znanje, se spomnim, da sem poslušal o usodi. Jaz sem sicer zagovornik karme, se pravi, da delujem na tej osnovi, ampak meni se zdi božje, da boš ti ena od sogovornic, zato ker bom, tudi če se ne strinjam s tabo v tem, lahko razvijal misel in mogoče odprl vse obzorje, ki je bilo do zdaj omejeno in prepričano, da nočem sprejemati usode, da je karma tista nekaj, kar me pele. In ko mi čakam, da bom slišal. Jutri bomo začeli tam, kjer sem jaz najbolj bos, in to je z mojo Barbaro Šogorič. Ona je 25 let že fitness učiteljica. Ona ni klasična, kako bi rekel, coachinga za telo, ampak to bo šle z enim takim grejsom in mi bomo zjutraj šli tam na en hribček in bo to način, da bo telo v enem balansu. Z nami bo Bilka Baloh tudi. Ona je mojstrica ali pa svetovalka, če me razumeš, na področju prehrane, ampak je veliko več kot to, s temi njenimi obiski Indije in dojemanjem skozi ašrame in skozi to je ona gradila sama sebe. In to znanje, ki ga bo ona udeležencem dala, se mi zdi, da je neprecenljivo in ni zamišljeno v osnovi samo kot zdaj bomo pa po ajurvedi jedli in pili in od zdaj naprej ne bomo več debeli in okrogli, ampak način, kako je tudi genomska povezava skozi generacije. In to se mi zdi spet eno čudovito predavanje, ker sem si ga zaželil jaz in ga bojo deležni tudi ostali udeleženci. Potem je prihaja še Aleksandra Kucmut, eni jo poznate kot Lori Palmer, ampak ona je genialna v slovenskem prostoru, ko govoriva o narcisih. In ona bo naredila Q&A in odlično predavanje o narcisih. In ena od glavnih
s katero se v tem trenutku ob izgorelosti največ srečujem, so narcisi v partnerju, narcisi v otroku ali pa narcisi na delovnem mestu. In ni boljšega sogovornika kot Aleksandra za ta vprašanja. Prihajam še ena posebna gostja, presenečena, ki bi rad, da ostane še skrita. Ampak, če ti pa namignem, da se bomo pogovarjali o čustvenih vampirjih, se mi zdi, da je pa to spet ena tema, spet čustveni vampiri na delovnem mestu, čustveni vampiri v partnerskem odnosu. Ne? In se mi zdi, da so mi uspele te 4 dekalce, ste mi uspele 4 dekalce, katerih znanje si jaz poskušam nekako razložiti, da si ga jaz želim in ga želim prenesti tudi tem mojim, ki bodo prišli zaradi balijskih blagoslovov, ki bodo prišli zaradi mojega znanja, mojega vedenja tja. Mi bomo imeli seveda tudi ena druženja zvečer. To ni skupina, ki bo odšla na 2 predavanji, 3 blagoslove in trne, ampak si želim, ali pa moje ambicije so tudi za prihodnost, da bi res najboljše predavatelje, kot ste zdaj v tem trenutku V4, v resnici pripeljal na eno mesto, ljudi, ki podobno razmišljajo in na ta način gradil neko skupnost zavedanja in tako naprej. Jaz nimam vsega znanja na tem svetu, jaz ne vem ne poznam vseh odgovorov, ampak če se povezujem z ljudmi, kot si ti, kot so te gospe, ki sem jih prej omenil, se mi pa zdi, da smo skupaj močnejši, da smo skupaj bogatejši, da smo skupaj in zato je ta Super Soul Detox. Če si bodo hodili tvoji sledilci prebrati več o tem na tej povezavi, ki jo boš dala spod, vse od programa do predavateljc, do tega, kdaj, kje, kako, na kakšen način. Poskušali smo tudi z dinarčki najti način, da je na obroke, da si res lahko vsak na nek način zagotovi to mesto. In noro se veselim, da te bom tam. Jaz vidim, da bo to res intenzivno in da bojo to res dnevi oziroma da bo to res vikend odpiranja vrat. Ja. Odpiranja vrat v bistvu za vse nas. Ja. Za vse nas, za udeležence in za nas, ki bomo del te zgodbe kot predavatelji. Ja, kot predavatelji, kot voditelji tega. In se zelo veselim in tudi vidim, da je ta čas pravi čas izbran. Se pravi začetek marca, tako kot si rekel, tik pred prihodom, energijskim prihodom novega leta. Tako da kar si obetam, v bistvu za vse nas od teh dni. Jaz sem neskončno vesel, da si rekla ja, oziroma da boš te v te zgodbe, zato ker se mi zdi, da je tudi moje poslanstvo, ne želim biti tako, kot takrat, ko si rekla, da sem vas poklical v pisarno, ampak ta je ena gospodična, ki upam, da nisem narobe rekel, gospodična gospa, ki ima veliko znanja. In se mi zdi, da je prav, tako kot se mi je zdelo takrat verjetno v televizijskem, da je ta tvoj zorni kod bil drugačen od, ne mi oprostiti, od klasične bingo djevojke. Se mi je zdelo, da si imela ta zorni kod že takrat in v tisti kapaciteti, ki jo je naša televizija takrat lahko dala, sem te poskušal podpirati in držati. In sem bil neskončno srečen, da si šla raziskovati medije drugam. Ampak danes, ko sem te pa spet najdel na svoji poti, se mi zdi, da smo pa zdaj na tisti frekvenci, ki je pa mogoče čiste ena druga in sem neskončno srečen, da smo se ponovno našla. No, Mark, jaz isto. Pa če rečem v tvojem jeziku, če naj jo je v prvem delu povezala karma, naj jo zdaj povezuje usoda. Točno, ja. In v bistvu si res že takrat bil ti prvi, ki je odkril ta moj talent za televizijsko delo, ki je pač bilo moje delo 15 let, ne glede na to, da se je zdaj prekinilo. Si bil ti ta človek, ki mi je dal razmerja, naslov, ki me je v odnosih peljal naprej še leta na vse nacionalne medije, televizijo, radio in časopis. Tako da, zato sem rekla na začetku, da si bil oseba, ki je v bistvu zaznamovala na nek način moje življenje že zelo zgodaj. Mislim, da
sva uspela predstaviti res dober pogled na tebe, na delo terapevta, na neke tvoje projekte, ki so povezani s terapevtskim delom, z delom za ljudi, z delom za ozaveščanje, kar je tudi ta kanal, za dvig zavesti, za razumevanje, ne, in to te pelje potem res v tisto boljše življenje. Naj še enkrat povem, da 3 ljudem si se odločil podariti knjigo prek našega kanala, tako da tisti, ki si želite prvi 3, kliknite spodaj link v opisu intervjuja in potem boste z Markom naprej na zvezi za to lepo darilo. Hvala lepa. Hvala ti za lepo uro. Včasih se mi zdi, da je tako komuniciram, da na novo odkrivam spet samega sebe in se hvaležem tudi zato, ker se mi zdi, da je to trenutek, ki poskušaš rezumirati, ne, pa v en interval, v ene besede, dati to, kaj čutiš, kaj želiš, kaj delaš in kako ustvarjaš. Hvala ti za to. Hvala tebi.